Dobrodošli. Maša in Ana vas bova malo popeljali skozi družbene mreže. Naju povezuje predvsem delo na projektu Care for Climate. Nekako sva si tako zamislili, da vas jaz peljem najprej čez nekaj, po najinem mnenju, zanimivih podatkov iz svetovne raziskave. Jaz bom šla majčkeno čez podatke o družbenih mrežah, o internetu iz komunikacijskega vidika, se pravi, ta nek širši okvir bom majčkeno postavila. Maša se bo pa potem bolj skonkretizirala na samo delo na konkretnem primeru Care for Climate in vam podelila z vami nekaj vpogledov, izkušenj oziroma tistega, kar menimo mi na projektu, da so lahko vam koristni podatki. V vsakem trenutku lahko ustavite, pokomentirate, postavite vprašanje vmes ali na koncu. Skratka, dobrodošli ste, da sodelujete. Pa dajmo. Skratka, v prvi fazi bomo šli samo čez nekaj podatkov, ene sicer zelo obširne raziskave, ki jo We Are Social naredi vsako leto in osveži podatke v januarju, tole za letošnje leto. Zelo vam toplo priporočam, če te raziskave še ne poznate in jo ne spremljate, da si jo greste pogledat. Zelo obsežna je, ogromno je enih slajdov. Jaz sem samo tiste najbolj zanimive za tole delavnico potegnila ven, je pa meni z komunikacijskega stališča vedno znova ta raziskava izredno koristna za spremljati in razmišljati, ko delam komunikacijske strategije oziroma kadar probam nekako razumeti, kam se družbeni trendi, pa social media trendi, pa kako se ljudje premikamo, razmišljamo in funkcioniramo. Za začetek, za zanimivost, en slajd, ki je podatek, zakaj ljudje gremo na internet, se drastično ne spreminja skozi leta, ampak še vedno je iskanje informacij seveda logično. Jaz sem tukaj potem čisto komunikacijsko je meni potem zanimivo gledati, kadar razmišljam, da vidim, da je še vedno iskanje novic, dogodkov. En dejavnik, ki zelo raste in tale na 4. mestu, iskanje, kako delati stvari, ta je podatek, ki raste, ker generalno nekako komunikacijski trendi kažejo, da vedno več ljudi na spletu išče, ampak dobesedno vse, kako nekaj skuhati, kako ribe očistiti, kako oljke obrezati ali pa kako glineno posodico novo narediti. In tukaj tudi zdaj potem pride, kako iti na zero waste, kako izdelati iz rastline gobico, ki je popolnoma ekološka, za pomivati posodo. Skratka, ogromno enega potenciala tukaj je, tukaj majčkeno si pogledate, pa bom šla jaz naprej. Kot zanimivost, to je na zemljevidu sveta, kako smo nekako po spolu razporejeni glede tega uporabe družbenih medijev. Dosti uravnovešeno, čeprav povsod majčkeno prevladujejo v glavnem moški na družbenih medijih, bomo pa pol naprej še majčkeno bolj konkretno pogledali po kanalih. Tukaj je zdaj pa še po starostnih razredih, kako smo nekako razporejeni po družbenih medijih v svetu. Seveda so tukaj zdaj vsi kanali, to je eno tako generalno povprečje, majčkeno moška populacija prevladuje, kar boste videli kasneje, ker bomo pogledali še nekaj grafov po kanalih, da je vedno tale ciljna skupina med 25 in 34, tista, ki je najmočnejša na vseh kanalih, potem se pa glede na kanal dogajajo variacije, je več mlade populacije, je malo več te zrele, starejše populacije. Mogoče bi tukaj čisto samo kot zanimivost, jaz sem uporabila izraz ciljna skupina, malo tudi zato, ker sem iz marketinških vod že dolga leta. Generalno se vedno manj govori o izrazu ciljna skupina, ampak se bolj govori o publiki oziroma v angleščini audience, kjer se neka taka nova komunikacijsko pravilo je, da ti več ne loviš in ne targetiraš ciljnih skupin, ampak da čez vse lastne kanale ustvarjaš svojo publiko, ki ti sledi, zato ker so tvoje vsebine dovolj relevantne, dovolj zanimive, dovolj zabavne, da ti želijo slediti. Se pravi, da ne, da ti njih loviš, ampak da z vsebinskim marketingom, z targetiranim segmentiranjem ljudi po njihovih interesih in življenjskih stilih, komunikacije tako prilagajaš njim, da oni začnejo slediti tebe
ne pa da moš ti njih loviti kot Big Brother in nagovarjati. To je čisto še kot zanimivo zraven povem. Zdaj, če pogledamo, koliko časa v povprečju, svetovnem povprečju, katera starostna skupina preživi na spletu oziroma na social media, vidimo, da so mladi še vedno tukaj najdlje, da to s starostjo nekako pada, pa še vedno so te številke izredno visoke in zelo govorijo v prid temu, da so te kanali, stališča komunikacije zelo velik potencial vzpostavljati komunikacijo in v svet dati sporočila, ki želimo, da se razširijo. Tukaj je zdaj, katere platforme so najbolj popularne, seveda tudi spet to na svetovni ravni. Facebook je že leta na prvem mestu, nekateri kanali so se novi pojavili, 2 leti nazaj, TikToka še nismo, še ni bilo, kaj šele, da bi bil tako visoko gor. TikTok je en tak kanal, ker zelo hitro raste. Zelo hitro rastejo tudi vsi ti kanali, ki so namenjeni chatu, se pravi, kot je WhatsApp, kot je Facebook Messenger. Se pravi, ljudje se vedno raje v teh kanalih, ki so navajeni chatu, ne samo, da pa se jaz dopisujem z Mašo, ampak da se delajo neke vrste zaprte skupine. So zaprte skupine in na vseh kanalih, kot je Facebook in tako dalje, pa vendar ravno na teh chat skupinah, recimo predvsem za mlade targetirati, jih je včasih zelo težko ujeti, ker so v glavnem že vseh teh svojih nekih, ne vem, Viber skupini, cela šola, cel razred in tam v bistvu potem cela njihova komunikacija se dogaja in edini način, da ti tja v to zaprti krog prideš je, da se mu enemu članu skupine tvoja vsebina zdi dovolj relevantna, da jo vnese v skupino. To seveda ne govorim več samo o mladicini skupini, govorim tudi, če smo na Facebooku in je tam neka interesna skupina, v to skupino bomo res, bom rekla, prepričljivo prišli tako, da en član skupine podeli našo vsebino. Veste pa sami po sebi, da podelite samo vsebino, za katero imate občutek, da je vredna vas, da ste jo podelili. Torej, imate neko zahtevnost do vsebine, ki jo delite. Zakaj smo ljudje, zakaj uporabljamo družbene medije? Majčkeno se ujema s tistim, kar smo gledali, zakaj smo na netu, pa vendar tlele vidite, da je zelo visoko sta in najdete neke zanimive, drugačne vsebine in z zornega kota porabiti svoj nek prosti čas, preživljati prosti čas, najdete nekaj zanimivega. Meni je to z komunikacijskega vidika potem seveda zanimiv in koristen podatek, ker mi pove, da če ljudje to iščejo, moram tudi jaz svojo vsebino, tudi če je resna in pomembna, jo moram znati zapakirati tako, jo s komunikacijski ton, pristop narediti na tak način, da se ljudem približam, kaj je njim pomembno, kaj je njim motivator, da bojo neko vsebino pogledali. Kar pomeni, da če bom samo zelo resna, zelo duhomorna, zelo samo kot Big Brother stvari pripovedovala, je vprašanje, če me bojo spustili čez svoje vse informacijske blokade, zato ker pač ne bom zavibrirala, ker iščejo nekaj drugega. Skratka, teli motivatorji, teli razlogi, zakaj grejo gor, so zame vedno nek smerokaz, kako naj komunikacijsko strategijo postavljam, ali na social media, ali širše, zato da razumem, kaj ljudje iščejo, da se jim znamo približati. Raziskava je potegnila 3 ključne trende za leto 2021 vezano na družbene medije. Jaz sem jih dala noter, zato da so mi tudi osnova, da mogoče 1-2 poudarka dam. Prvi je tale trend, ki tele govori o kreativnosti kot taki, namreč ta user-generated content, se pravi vsebina, ki jo uporabniki social media sami kreirajo in delijo in ustvarjajo in izmenjujejo, je iz leta v leto bolj kreativna, bolj kompleksna, bolj zahtevna. Če smo na začetku samo dali slikco sem na morju, je zdaj že v bistvu nekak trend, da vsak hoče svojo vsebino že oplemeniti, pa da spodaj glasbo, pa da čez gif, ali da neko animacijo, pa neka slikca, pa je vse skupaj že majčkeno tako. Vedno bolj stvari morajo biti kreativne, interaktivne in imeti čim več elementov. In zelo so tukaj vplivali predvsem po eni strani TikTok, po drugi strani story, ki so čisto že majčkeno drugačen format. Ogromno je enih orodij, ki nam s filtri, z enostavnimi animacijami omogoča, da smo kreativni pri delanju svoje vsebine, ki jo objavljamo,
Zakaj to zelo poudarjam, pa je, da s tem je tudi dvignjen standard, kakšen tip vsebin pričakujem, da bojo tisti, ki z mano komunicirali, objavljali, če želijo, da dobijo mojo pozornost. Tukaj se ne zatakniti v to, da zdaj to mora biti popolna animacija, da to mora biti vse zelo, zelo, zelo pravilno narejeno. Pomembno je, da je relevantno, da je zanimivo, da ima tisto neko sočnost, kreativnost v sebi. Ogromno je že nekaj orodij, ki vam pri tem lahko pomagajo, ampak ko razmišljate o vsebinah, ne si samo a priori reči, mi smo resna vsebina, torej vse naše objave morajo biti sila resne. Ne boste nikogar, ali pa boste zelo manj dosegli, kot če bi majčkeno drugačen pristop zavzeli. Drugi del, ki ga tlele sicer govori generalno o tem, tlele bi ga razširila ta trend na to, da generalno so ljudem začele biti vrednote in vsebine blagovnih znamk v smislu, za čem blagovna znamka ali neka organizacija stoji, kaj so njihove vrednote, kako se opredeljujejo do določenih družbeno aktualnih dogodkov, kaj zagovarjajo in kaj ne. Ljudem je to vedno bolj pomembno in vedno bolj, zdaj se govorim na tej komunikacijski ravni blagovnih znamk, ampak to vpliva tudi potem na neka posamezna podjetja ali inštitucije, zelo veliko dajo na to, da so njihove vrednote in vrednote tistih, ki komunicirajo z njimi, da so sorodne, da so na isti valovni. Raziskava, ki je bila narejena v lanskem letu, drugi polovici lanskega leta, je pokazala, tudi bila na svetovni ravni delana, meni sta bile dve zelo zanimivi številki. Ena številka je, da je 71% vprašanih v svetu odgovorilo, da so prepričani, da če bi neka blagovna znamka se je pokazalo, da je njena prioritetni način razmišljanja samo dobiček, samo denar in ne odnos do okolja, do družbe, do človeka, da če bi dobili zanesljiv podatek, da ta blagovna znamka funkcionira na zgolj kapitalski ravni, bi se odločili, da bi nehali to blagovno znamko kupovati ali pa zahajati v ta, ne vem, uporabljati to blagovno znamko. Vem, da je to nerealna številka v smislu, da dejansko 71% ne bi dejansko tako reagirali, so pa rekli, da mislijo, da bi. Ampak ko pogledamo to številko, je tako zelo visoka in da če jo že znižamo, v smislu toliko ljudi res tako misli, da bi, koliko jih je že takih, ki bojo tako dejansko reagirali, kar nam kaže samo to, da se kot družba le premikamo, le spreminjamo v neki smeri, ko imamo mnogo več občutka odgovornosti do družbe in do okolja. In to je pomembno, da se zavedamo, da znamo potem tudi pristopiti in da znamo nekako sprožiti ta način razmišljanja pri ljudeh oziroma da začutijo, da imamo mi odnos do vsebine, ki smo jim jo podali, če želimo od njih, da oni s svojim odnosom reagirajo. En podatek je teh 71%, drugi podatek, ki mi je bil zelo zanimiv, 62% vseh vprašanih po svetu meni, da imajo blagovne znamke odgovornost, ko se zgodi kakršnakoli družbeno aktualna kritična situacija, kot je korona, kot je neka naravna katastrofa, se pravi, kadar se kakršnekoli težave zgodijo v družbi, jih je 62% takih, ki pričakujejo, da bojo blagovne znamke odgovorno ravnale in pomagale ta problem rešiti tako aktivno, kakor to pričakujejo tudi od države in inštitucij. Zakaj to poudarjam? Če že tako zelo visoko pričakujemo od blagovnih znamk, pomeni, da imamo že neke druge poglede, druga pričakovanja, da se vedno bolj aktiviramo. Spet ta številka je še vedno previsoka za realno ravnanje, kaže pa na nek trend spremembe razmišljanja. Tretji, nek tak sklop trendov, ki je, tlele ga poimenujejo gaming, gre pa več smeri. Eno je sam gaming, spet širimo od tega, kar je tukaj napisano, v tem smislu, da eno je gaming trend, da je vedno več nekih spletnih iger, ki so tako zelo močne kot okolje, da se v njih dogajajo koncerti, da so postale popoln komunikacijska platforma za cel kup nekih blagovnih znamk, nekih sporočil in tako dalje, kar pomeni, imajo tukaj svoj potencial, ker so dobesedno en svoj virtualni svet znotraj tega sveta in je to spet neki tip zaprta skupina, do katere prihajaš in nagovarjaš znotraj te igre. To je en vidik, ki ga zdaj malo parkiram.
Drugi vidik je pa še ta tega konstantnega gaming kot psihološki driver, da se jaz odločim nekaj pri sebi spreminjati, nekaj narediti. Na ta gaming je zelo delal recimo Nike, ki je, če se spomnite, v nekem trenutku začel imeti na supergah merilc, koliko sem pretekel, pa so nas povezali s Smart Ure in tako. Ogromno ljudi ni teklo iz osnovnega motivatorja, ker je to zdravo, ampak ker jih je začel zabavati gaming sam s sabo ali s svojim sodelavcem, kateri od naju je danes pretekel več kilometrov, bil hitrejši, skratka, skozi je ta neka igra. Zakaj to razlagam? Ker trendi kažejo, so sicer na začetkih, pa vendar grejo v tej smeri, da en tak tip gaminga, ki bo ljudi involviral in grejo v tej smeri, je ta ogljični odtis. Se pravi, takšni in drugačni api, merilci, kalkulatorji, skratka, da bo počasi ta nova generacija začela tekmovati v tem. Koliko je bil moj prejšnji teden stališča ogljičnega odtisa boljši od prejšnjega ali pa moj od Maše. Skratka, tukaj grejo tudi te neke smeri, v tej smeri, da začenjamo tudi z tega zornega kota gaminga gledati. Upam, da sem bila jasna, če ne me vprašajte, če sem se zaplezala v razlaganju. Če grem zdaj majčkeno naprej, kar se tiče še nekih podatkov. Tole so po starosti in po spolu neke ciljne skupine, kakor jih Facebook meri, ki je nekak fokus in ki je največ ljudi. Kot vidite, kot sem rekla, skupina med 25 in 34 najbolj aktivna. Kot vidite, zelo malo mladih, starejših je vsako leto več, vedno bolj so aktivni, pa vendar nekako moramo še vedno tukaj. Če pogledamo naprej pri Facebooku, en zanimiv podatek se mi je zdel, če smo imeli vse povsod prej številke. Materina. Da to ni bilo meni namenjeno. Joj, oprosti. Vse ok, ne se jeziti, to škodi zdravju in razpoloženju, jaz grem pa naprej. Skratka, komentarji. Tlele imate majčkeno povprečje, koliko mesečnih komentarjev, katera ciljna skupina po starosti da. Če so bili tamle moški majčkeno močnejši po vseh številkah, vidimo, da ženske se pa tukaj majčkeno bolj aktiviramo, ko je čas za komentiranje, involvement oziroma lajkanje. Zgolj kot zanimivo sem vam tlele dala, kaj so neki najbolj popularne Facebook strani, s tem, da bolj tole tlele samo izpostavljam, da sem si zelo želela najti kakšnega pomembnega okoljevarstvenika ali pa kakšno okoljevarstveno organizacijo. Žal nas še nobenega od takih tukaj ni. Jaz upam, da čez eno leto, dve, na kakšni konferenci se bo to že premaknilo in spremenilo. Do takrat, recimo, nogomet na 3. mestu je še vedno tisti, ki rula. Čisto samo kot zanimivo sem vam dala ta slajd, fake news, koliko so neke vsebine, ki so objavljene na Facebooku, resnične, niso resnične, kaj podelim, kaj ne podelim. Kot vidite, je procent po starostih in po spolu kar visok ljudi, ki se zavedajo, da bi bilo treba se s temi stvarmi ukvarjati, razmišljati, mogoče 3-krat premisliti in nekaj preveriti, preden podelimo. Pa vendar, to bi bila sicer zdaj ena dolga tema, še vedno se velikokrat dogaja, da ljudje stvari nekritično delijo ali nekritično komentirajo ali pa kritično, nekritično komentirajo. Tukaj pa samo zanimivost kot podatek. Če pogledamo zdaj, kaj se na Instagramu dogaja s starostjo in z spolom, kot vidite, je tukaj zelo močnejša tale ciljna skupina od 18 do 24, se pravi, mladih je tukaj veliko več. In kot vidimo, te malo zrelejše generacije, starejše generacije vedno bolj padajo v smislu števila ljudi, s tem, da sem prepričana, da bo tudi ta del na Instagramu rastel, samo rabi pač svoj čas. Ampak generalno mlajše ciljne skupine dobiti je mnogo lažje z njimi vzpostaviti komunikacijo na Instagramu kot na Facebooku. Hashtagi so meni vedno neko tako merilo, da pogledam, kaj so tisti, ki so popularni, zato da vidim malo duh časa, pa da vidim malo, kako ljudje reagirajo. Oziroma v svetu, ko se mi zdi, da nihče ne zna več govoriti drugega kot o koroni in o slabih stvareh, me razveseli, da vseeno v letu 2020 je bil najbolj priljubljen hashtag še vedno ljubezen. Malo sem nesrečna, da nič okoljevarstvenega ni tlele med prvih 30,
Še najbližje je tale narava hashtag na 12. mestu, čeprav mislim, da ne toliko z vidika naše trajnosti in podnebnih sprememb, kakor stališče izletov, pa vendar se do narave imamo odnos. Skratka, potencial je, da tudi kakšen tak nam pomemben hashtag se dvigne. Tukaj smo na YouTubu. Tlele bi pri tem grafu vas samo opozorila generalno, da eden od močnejših digitalnih trendov, kar več ne moram reči trend, bolj mainstream, na katerega je res treba misliti, je sama video vsebina. Skratka, eno je, da sami kanali in logaritmi zelo spodbujajo uporabo video vsebin, drugo je to, da so video vsebine vedno bolj prepričljive, priljubljene, da je vedno lažje v končni fazi tudi producirati. Tako da nikar ne pozabljajte na video vsebine, seveda pa pri video vsebinah ne toliko zgubiti časa in energije na to, koliko bo produkcijsko zahtevno in dobro narejeno. Pri video vsebinah se predvsem osredotočite na to, koga nagovarjate, s katero vsebino in je ta vsebina zabavna, a je relevantna, a je jasno povedana. Pa predvsem zavedajte se, prve sekunde vsakega videa so izredno ključne, ker so odločujoče, a bo nekdo vašo video vsebino pogledal do konca ali ne, ali bo kar ugasnil. Tukaj pa lahko tudi vidite to, kar je sicer jaz vedno, kadar se na kakšnih medijske teme pogovarjamo, mladi so televizijo zamenjali z YouTubeom oziroma z vsemi platformami, ki imajo video vsebine. Televizija jim ni blizu, čisto, da imate malo zavedanje. Tole je LinkedIn, podatki svetovni spet, dosti logično so tale razporeditev. Tukaj presenetljivo je, kako nizek je procent med 35 in 54. Predvsem stališča Slovenije, bi jaz rekla, da še vsi zelo premalo LinkedIn uporabljamo kot pomemben komunikacijski kanal. Ima sploh pri nagovarjanju strokovnih javnosti, gospodarskih tematik, občinskih tematik, skratka, cel kup nekih področij je, kjer je LinkedIn lahko zelo primeren kanal in mislim, da ga še premalo izkoriščamo in da ima zelo veliko potenciala. Tole je statistika svetovna za uporabnike Twitterja. Kot vidite, na svetovni ravni v povprečju moška populacija mnogo bolj ljubi Twitter kot ženska. Nekaj več o Twitterju v Sloveniji vam bo povedala kasneje Maša, tako da bom šla tukaj naprej. Tole so najbolj popularni Twitter accounti, isti problem kot pri Facebooku, mislim problem, dajmo reči izziv. Okoljevarstveniki tlele gor med prvih 20 še manjkajo, upajmo, da se prebijajo in začnejo biti bolj pomembni. Pogledamo še emotikone, ki so najbolj pogosto bili uporabljeni na Twitterju v lanskem letu. Kot sem rekla, pri hashtagih, tudi lahko pri emotikonih majčkeno spremljamo s tem, kaj je najbolj popularno in česa se največ uporablja, kakšen je nek duh časa in razpoloženje ljudi. Veseli me srček na drugem mestu, pri temule smejoče, jokajočemu sem pa jaz tudi razmišljala in sem ugotovila, da včasih ga uporabljam zato, ker me nekaj res noro zabava, veliko bolj pogosto ga pa uporabljam kot izraz cinizma, ironije ali sarkazma, tako da se ne znam odločiti, da to pomeni, da smo kot svet v lanskem letu se veliko krohotali na glas, ali smo bili cinični in ironični. Dajmo upati, da smo bili samo zelo nasmejani, čeprav se bojim, da ni res, ampak skratka, takole malo za občutek, da vidite, kaj je duh. Kot zanimivo sem vam še potegnila podatke, katere aplikacije so tiste, ki so, kakšen tip aplikacij imamo najbolj pogosto downloadan, kaj nam je tisto, kar nam je pomembno, kaj spremljamo na njih. Mislim, da ne rabim tlele kaj preveč razlagati. Jaz samo upam, da to, kar sem že prej rekla, kot nek trend, da bojo tudi aplikacije, ki bojo vezane tako ali drugače na ekologijo, na podnebne spremembe, ogljični odtis, da bojo dejansko iz takih bolj člankov o trendih zrasle kot zelo pomembno orodje komunikacije in ravnanja v družbi. Ki sem se spomnila samo, tole je tak preskok miselni, pa vendar, en članek sem pred kratkim brala tudi o tem, kako bo en zanimiv trend v turizmu se dogaja in razvija se vezano na ogljični odtis, in sicer, ker so vedno bolj zanimivi takšni in drugačni ekološki rezorti oziroma ta
turizem vedno več ljudem je pomembno, da lokacija, na katero grejo, ali hotel, ali resort, ali tako dalje, da je ekološko, trajnostno naravnan in se s tem odpira recimo zanimiv trend, da bo cena tvojega bivanja v nekem resortu odvisna od tega, kako visok je bil tvoj ogljični odtis v času bivanja. Se pravi, bolj si ekološko pripotoval, bolj si se trajnostno odgovorno obnašal, nižja bo tvoja cena za bivanje. Se mi zdi tak zanimiv tudi trend, ki kaže, da se vse ene stvari premikajo v pravo smer. In še zadnja zanimivost, ki sem vam jo hotela pokazati, je ta, ker je bila meni zanimiva, ker sem se jaz spomnila nekoč davno iz mojih marketinških časov, ko so se pojavile QR kode in smo bili marketingaši noro navdušeni nad njimi in smo jih zelo hoteli uporabljati, to je zdaj že kar nekaj let nazaj, in se kar niso prijele in kar niso zaživele, čeprav so nekaj časa se pojavljale QR kode vse povsod. Potem je nekako bilo tako, ok, QR kode ne delajo. Hvala Bogu so QR kode vmes, mogoče se vam zdi to zdaj hecno, da rečem, da so se vrnile in da funkcionirajo in delajo, ampak zdaj mislim, da so pa končno res uporaben kanal komunikacije, zato ker v komunikaciji moramo pač vzbuditi pozornost ljudi, njihov interes, potem je pa zelo fajn, da jih zelo hitro, čim prej direktno peljemo do informacije razširjene, ki jim hočemo povedati, ker generalno komunikacijsko, ali je to na družbenih medijih, ali delate neko komunikacijsko strategijo, ali karkoli, zavedajte se, da ena od bolj redkih dobrin danes v tej družbi je pozornost. Dobiti res neko fokusirano pozornost nekoga ali pa potrošnika ali sogovornika že v vsakodnevnem življenju je izredno težko, ker smo tako zelo preplavljeni z informacijami, kar pomeni, da ko oblikujemo komunikacijo, ali je to zdaj objava na družbenem mediju, ali ko artikuliramo nek stavek, ali ko pripravljamo nek video, ali karkoli že počnemo, se moramo zavedati, da ves čas nam konkurira toliko enih informacij, da moramo zelo dobro razmisliti to pot. Takole vzbudim pozornost, takole premaknem in ko vzbudim pozornost, rečem to zato, da dosežem čim krajšo pot, potem pa do tiste razširitve informacij, ki jo hočem podati. Tako da QR kode so en tak fajn kanal za pomoč tukaj. Jaz sem na tej točki prišla do konca svojega dela prezentacije in vas bom prepustila Maši. Vmes bi samo pogledala, če je kakšno vprašanje, oziroma Maša, ti vidiš, ker jaz moram vmes nehati šerati. Ne, v bistvu je, zdaj deluje tako, da kar izklopite mikrofon in kar vprašajte, ker se namreč tehnično gledano ta chat, ki ga vidite spodaj, se pravi, on se veže v splošen chat, tako da ga vsi vidijo. Tako da, če vas karkoli zanima, kar izklopite mikrofon in nadam z besedo. Bova veseli, če ne gre pa Maša čez, pa se pa na koncu pogovorimo. Tako. Evo. Ja, se pravi, Ana je povedala malo na splošno, tako da zdaj boste lahko šarmirali vse ljudi okrog sebe, ker boste vedeli vse te koristne podatke. Se pravi, jaz bom se sprehodila skozi projekt Care for Climate, ki je zelo zanimiv projekt, kar se tiče družbenih omrežij, zato ker gre za dolg projekt, 8-letni, ki ima pomembno nalogo predvsem izobraževati, ozaveščati, usposabljati in spodbujati neko široko javnost, da bomo skupaj dosegli cilj, se pravi zmanjšati emisije toplogrednih plinov do leta 2030, oziroma da imamo nek tak hitrejši prehod v nizkoogljično družbo. Že zdaj, da sem vam samo to povedala, sem uporabila ene besede, ki ne vi, ampak številna splošna širša javnost jih še ni posvojila, vzela za svoje, razumejo po mojem jih, ampak ne v nekem vsakodnevnem pogledu. In zato v bistvu, ker vemo, da imamo pomembno nalogo, da ljudi izobrazimo in jih nekaj naučimo in jih v bistvu seznanimo za neko situacijo, je naša komunikacija izrednega pomena. Care for Climate projekt komunicira na 5 platformah. To je seveda posledica tega širokega občinstva.
Nek glavni kanal, ki ga imamo za splošno javnost, je Facebook. Potem se mu pridružuje Instagram. To sta recimo dva kanala, ki nagovorita najširše. A hkrati sta lahko pa v bistvu tudi zelo ozka. Kot vemo, mogoče Facebook celo malo bolj. Kot vemo, Facebook ima številne skupine znotraj, se pravi, ki so popolnoma tematsko orientirane, se pravi, a vam je všeč dom brez odpadkov, pa se boste dali v skupino dom brez odpadkov, in bojo tam neke teme, ki so vam sorodne. Zato je včasih zelo dobro, da ne samo v bistvu, da ustvarite samo svojo skupino, se pravi svoj nek tako imenovano stran, page, ki ga ljudje všečkajo, ampak da pogledate, če že obstajajo kakšne male zaključene skupine, kjer so ljudje, ki točno razumejo to, o čem vi govorite, lahko pa konec koncev jo tudi potem ob vaši strani jo tudi še vi recimo ustvarite, ne? Kar pomeni, da si pač naredite še malo dodatnega dela, ampak znajo biti pa tam recimo rezultati ravno tisti, ki ste si jih predstavljali. Instagram nagovarja prav tako splošno javnost, sicer mogoče eno drugo starostno skupino. Predvsem dobra stran Facebooka pri starostnih skupinah je namreč ta, da včasih sploh tisti, ki kdaj kaj boostate, vidite, da je 65 plus. Na Instagramu je sicer to mogoče, ampak uporabnikov, tako kot je že Ana prej statistiko pokazala, skoraj da ni, vsaj ne nekih takih zavzetih, kot so recimo to na Facebooku. Podjetja, občine, strokovna javnost, na Care for Climate uporabljamo predvsem LinkedIn in Twitter. Zdaj, LinkedIn je v rastu, marsikdo si ga je kdaj naredil, pa ga v bistvu čisto ne razume, ampak je svojevrsten in ima ene prednosti, sploh, ko gre za neko strokovno komuniciranje. Podobno je pri Twitterju. Twitter, jaz sicer ne poznam veliko mladih, ki bi si recimo zdaj na novo naredili Twitter, so pa tam včasih tako, si kar predstavljam, kakšne eminence. Prav tako so številne javne ustanove, javna podjetja, pač skratka je en del strokovne javnosti, občine, skratka kanal, ki ga ne smemo zanemariti. In če si recimo predstavljamo, zdaj imamo tukaj 5 kanalov komunikacije, je čisto vsaka zase svoj stolpec. In čisto vsaka potrebuje drugačno besedilo. Zakaj? Če poznate koga, ki redno tvita in je aktiven twitteraš, prva stvar, ki vam jo bo rekel, je, da najbolj sovraži tiste objave, ki so skopirane iz Facebooka. Se pravi, objavi na Facebooku in Twitterju. Enostavno se je nekako ta kultura v bistvu komuniciranja tam zgradila na način, da si želijo nek svojevrsten način informacij, tudi število znakov je omejeno, skratka, funkcionira drugače, zato si zasluži tudi drugačno ustvarjanje neke vsebine, s katero želimo nekaj povedati na Twitterju. 5., zadnji, ampak ne zanemarljiv daleč od tega kanal, pa tudi tukaj ima eno grozno besedo, da je to podporni kanal, zdaj vsega je YouTube. YouTube je v blaznem porastu, ampak ga vsi se mi zdi, da še malo jemljemo za podporo, mogoče ravno iz tega razloga, ker smo nekako stereotipno prestrašeni, da zdaj kaj pa YouTube, pa malo ga povezujemo z glasbo, pa nimamo v bistvu nekih resnih glasbenih vsebin, kaj bomo pa mi dali gor. YouTube je izredno hvaležen medij. Zakaj? Zaradi tega, ker si lahko tu, tako kot recimo na Facebooku, si ustvarimo naročnike. In kaj se zgodi? Mi, ko imamo določeno število naročnikov, pa če tudi jih je malo, ne vem, kaj je za vas veliko ali kaj malo, recimo, če mi predvajamo svoj video, ali je to nek seminar, webinar, ki so zdaj recimo popularni, ali pa neko konec koncev reklamno kampanjo, ki smo jo posneli za eno od aktivnosti, ki jo počnemo. Vsi tisti, ki so naši naročniki in ko mi objavimo video, oni dobijo elektronsko sporočilo, da smo mi to objavili. Ljudje se včasih radi počutimo privilegirane in zato je to sporočilo ima še v bistvu toliko višjo vrednost, ne. Zdaj recimo tudi opcija na YouTubeu, da si nastavite en video recimo na premiero, se pravi, so vaši naročniki 2-krat obveščeni o tem, da boste vi naredili nekaj premiernega in da so oni lahko zraven. Zdaj je šlo sicer še dlje, da lahko tudi vsako premiero oziroma video, ki ga predvajate,
komentirajo istočasno. Ne? In ta pogovor se vam v bistvu pol tudi shrani zavedno. Lahko ga pa seveda izklopite, če so kakšni neprimerni komentarji. Skratka, YouTube ni zanemarljiv, je kanal, po mojem, ki se bo še celo v prihodnje vedno bolj bo prišel do svojega izraza in se mi zdi, da ga bomo ga tudi posvojili, ker se vse te vsi recimo Instagram, story, vse TikTok, vse je že bazirana, vse je že v bistvu bazirana na nekem videu in video nam bo samo iz dneva v dan bolj domač. To se v bistvu ujema z starostnimi skupinami, ki jih nagovarjamo. Tukaj sem v bistvu zajela malo procente. Pri Facebooku je kar tak na nek način enakomerno porazdeljeno, kar pomeni, da je res za nagovarjanje najširše množice. Instagram ima neko svojo specifično komunikacijo, predvsem marsikdo ima najraje pač storije bolj kot neke objave. Super je recimo, da si lahko določeno serijo storijev, ki jih vi naredite, si jih lahko zdaj shranite v en tak krogec noter, ki se mu reče highlightsi in je vedno dostopen. Ne? Se pravi, je en čist drug način komunikacije, recimo meni zelo ljub je, včasih ga prakticirajo kakšne znamke, je, da nekdo prevzame vaš profil. Se pravi, ne vem, bom zdaj karikirala, ste v bistvu občina, in si želite, da nekdo od vaših prebivalcev, ki ima v bistvu neko vsebino za povedati, prevzame vaš Instagram profil. S tem nagovorite točno določeno, recimo, če se ujema tema, o kateri bo ta oseba govorila, s tem, kar z starostjo, v bistvu, ki jo nagovarjate. Ne? Se pravi, ne vem, govorimo o poti v šolo in želimo nagovarjati nekoga, ki hodi v šolo, je lahko ena taka kampanja, ki zna biti zanimiva, pa zna po mojem naleteti na super odziv. LinkedIn, ja, od 30 do 64 let, gre za neko delovno populacijo, skratka neke neodvisne ljudi, ki si sami izoblikujejo svoje mnenje, se pravi, imajo tudi neke finančne možnosti, da si omogočijo neke stvari, da si se pravi nekaj kupijo, da nekoga podprejo. In seveda Twitter, ki sem že prej omenila, da je izredno specifičen. Pomembno se mi zdi, ko se odločate o kampanjah, omeniti tudi to, kakšna je v bistvu vaša želja oziroma kaj je tisti končni cilj. Nekateri imajo za to všečke, se pravi lajke, jih mogoče tržijo, so zaradi tega bolj prepoznavni. Spet drugi imajo radi komentarje, zaradi tega, ker bi radi slišali neko mnenje. Za nekatere nič od tega, ne všečki, ne komentarji niso pomembni, ker jim je važna samo prisotnost na tržišču, se pravi, napaka, za katero mislim, da se največkrat zgodi, je, da si ljudje rečejo, pa saj bom v bistvu za svoj projekt firmo naredil Facebook stran in je to. Super je, da se zgodi Facebook stran, super je, da imate tudi, ne vem, pol Instagram, ampak definitivno ne smete pozabiti na navadno spletno stran www nekaj. Zakaj? Zaradi tega, ker vsi iščemo po Googlu in ko nekdo išče vaš projekt, bo ta veliko višje rangiran, kot to pač dela Google, če boste imeli eno spletno stran. Spletne strani so danes postale v bistvu že skoraj tako, kot odklikaš na Facebooku, si že postaviš v bistvu neko spletno stran, naslov, slika ali mogoče video zraven. Skratka, niso več to zelo težke stvari, če želite pač neko tako samo osnovno podobo. Ali pa tudi konec koncev, če delate dogodek, za katerega se vam mogoče zdi smiselno, da ga načrtujete dolgoročno, da je to neka konferenca, ki se dogaja iz leta v leto, je v bistvu to potem super način, da postavite nek landing page, se pravi neko osnovno spletno stran. In še zadnja neka želja, cilj je pa seveda ta izmenjava mnenj. Tukaj se mogoče še enkrat vračam na Facebook, na tiste neke zaprte skupine, ali pa tudi seveda splošno. V nadaljevanju bi vam pa rada res predstavila ene čist praktične objave, ki smo jih naredili v sklopu projekta Care for Climate. Recimo ravno ta, ali ste videli,
je v bistvu ena od rubrik, ki jo imamo in moram reči, da je zelo priljubljena. V ospredje smo postavili to debato, prava ali umetna jelka. Kot vidite, je bila zadeva objavljena 16. decembra. Pri nas je recimo redno delo, je, da načrtujemo objave en mesec naprej, ali včasih tudi več, kakšno. Mogoče kakšna objava potrebuje malo več časa oziroma malo več raziskovanja, pa si jo nastavimo recimo za čez 2 meseca. Ampak s tem v bistvu, ko objave načrtujemo, dobimo ravno to priložnost, da smo pravočasni, a ne? Da res že 16. decembra, ko so vsi v nekem odločanju, pa so že prišli v neko božično razpoloženje, razmišljajo o svoji jelki in pač bojo znali nekaj na to temo povedati in se bodo tudi na nek način poistovetili za našo vsebino. Kajti objava je v bistvu uspešna ravno takrat, ko se ljudje, ki jih nagovarjamo, vidijo v tej zgodbi, ko jo v bistvu delijo naprej, in ravno v tej objavi je, pač tukaj sem dala še zraven malo statistike, 46 ljudi je delilo to objavo, se pravi, se je poistovetilo z njo, pravzaprav je začutilo neko pripadnost do te objave in se jim je zdelo fino, da oni to delijo naprej. Pisali je pač, koliko vsaka od teh jelk pusti ogljičnega odtisa, in tudi zaključek je v bistvu pomemben, ker zaključek je ponavadi taki, izzove komentarje, ne. Smo napisali, da v primeru, da vaša jelka ne bo prava, se nagibajte k temu, da bo umetna jelka vas spremljala še nadaljnjih 12 let. In potem so se zgodili številni komentarji, kar pomeni, da je res objava uspešna. Ljudje so si želeli podeliti njihovo smrečico, se pravi, smo jim to omogočili, da delijo del sebe, ljudje radi pokažemo stvari, ki jih imamo. Potem so se seveda, nekateri so se malo med sabo so pokomentirali stvari, včasih v večini primerov sploh kot moderatorji ne rabimo posegati, ko gre za neko tako prijazno temo, se ponavadi ljudje kar sami dogovorijo. Super je, da recimo vsak komentar, ki se je zgodil, kot moderator, kot nekdo, ki je lastnik te spletne strani, se pravi, da ga všečkamo, da smo mu dali neko naklonjenost nazaj. Skratka, ljudje so jo vzeli za svojo. To je bil tudi pokazatelj da se pravi, je taka tema našemu občinstvu blizu in mogoče jo lahko delimo tudi še recimo na Instagramu, ki nagovarja podobne skupine, a ne. Zdaj, če je to objava, ki je primerna za LinkedIn ali Twitter, mogoče ne bi bila primerna, je pa res, da če seveda včasih pokažete svojim sledilcem, da imate mogoče malo občutka za humor, ali pa da recimo s tako objavo lahko stestirate, kdo so v bistvu vaši sledilci, če to razumejo, če se na to odzovejo. Potem jim pa recimo enkrat na mesec ponudite nek tak sladkorček, ki mogoče ni tako resen, kot je lahko recimo resna vaša neka tema ali pa institucija, za katero upravljate omrežja. To recimo je primer objave, ki prav tako spada v rubriko Ali ste vedeli. Meni je bila zanimiva beseda hodljivost in nisem bila edina. To je objava, ki ni bila, v bistvu ta print screen sem naredila v času, ko objava še ni bila boostana, zato ker mi je v bistvu ta podatek, ki sem ga dobila, da je to brez kakršnega koli boosta všeč 26 ljudem, 4 so že to delili naprej v prvih nekaj urah, mi je dalo vedeti, da je to objava, ki ima potencial. In objave, ki imajo potencial, v bistvu potem ni škoda kar nekaj denarja vložiti v to, da se v bistvu še bolj razširi, ker vemo, da imamo dobro vsebino. Potem pa je še ena rubrika, ki jo imamo in je med bolj priljubljenimi, in sicer izmenjava predlogov. Tukaj si zares želimo, da ljudje mi navržemo recimo prve 4, oni pa potem v komentarjih še povejo. In tukaj smo se recimo lotili teme knjig, kaj se znajde na njihovem bralnem seznamu. Dobra stvar, s katero so se mnogi poistovetili, je bila tudi to, da smo kot knjigo številka 1 zbrali slovenskega avtorja. Ne samo, da nas je ta avtor potem delil, pa je še on v bistvu po svojih mrežah razdelil to našo objavo, ampak s tem v bistvu pokažemo naklonjenost,
ljudje vedno je neka ta težnja po lokalni skupnosti. Zato je dobro, da čim večkrat priključite noter. Pa tudi res je, prej vas bo delil nekdo iz domačega okolja, kot če zdaj delite nekega ful znanega avtorja, bestsellerja. Dvomim, da bo on potem kliknil nek share na Instagramu. Čeprav jih je vredno dodati v to in tudi označiti, zaradi tega, ker nikoli ne veste, kdaj se vam to zgodi in vaša objava postane, kako se reče, virtualni hit. Ta objava, dotična z temi knjigami, je bila primerna potem tudi za različna ostala omrežja. Dali smo jo tudi na Twitter, ker smo vedeli, da je recimo tudi Boštjan Videmšek aktiven na Twitterju, pa potem še na Instagram. Skratka, obstajajo objave, ki so primerne za več različnih kanalov, se pa moramo sploh pri osnovnem tekstu, skozi katerega pač komuniciramo, vseeno malo prilagoditi. Objava, ki je tale, je nastala za 8. februar. Z njo sem pa v bistvu želela pokazati, kako smo lahko včasih, kako lahko z neko širino izstopimo iz tega, kar sicer počnemo. Se pravi, slovenski kulturni praznik, načeloma bi ga, če bi delali neko tako strategijo, lahko nikoli v bistvu ne bi uvrstili v nek projekt, ki je nekako ekološko vezan, mislim, mogoče niti ne na prvi pogled, ampak s tem, ko smo, dodali grafiko, izbrali smo Pengovo pesem Drevo, smo se spet povezali z naravo, skratka, dali smo neko širino projektu in odziv je bil super tako na Facebooku, kot tudi na Twitterju. In s tem v bistvu podpremo dodatno še projekt, ki ga imamo, še bolj nam ljudje verjamejo, še mogoče koga nagovorimo, ki ga sicer ne bi, ker smo naredili en korak v stran. Naslednja, ta je v bistvu, kako pomembni so odgovori in komunikacija z temi ljudmi oziroma z ljudmi, ki vam sledijo. Tudi če mogoče nimate pravilnega odgovora na njihovo vprašanje, ki vam ga pošljajo, je fino, da mu napišete nazaj tudi hvala, smo videli, vam odgovorimo v najkrajšem možnem času, ker ljudje so se potrudili, da so vam nekaj napisali, želeli so izraziti svoje mnenje in posledično so želeli nek odgovor nazaj. Tudi če nekdo nam da samo en emoji, kot je recimo tale super ali gif, je fino, da označite nazaj srček ali pa like stisnete, zato da on ve, da ste vi to videli. Zdaj pa še stvar, ki je za marsikoga kdaj pereča, pa ne vemo, kako odreagirati. Včasih se zgodi, da niso vsi najbolj zadovoljni s temo, o kateri se pogovarjamo, ali so to cepiva, ali so to skratka različne stvari, vsak ima svoje mnenje o toplogrednih plinih in prav je, da ga ima in prav je, da ga izrazi. Ampak tukaj kot moderatorji lahko včasih pridemo do enega takega, ne vemo čisto, kako bi odreagirali in zato sem ponudila tele opcije. Če nekdo zapiše neko kritiko oziroma se razvije neka debata, lahko se odzovemo javno, zasebno, resno ali s humorjem. Zdaj, javno se ponavadi odzovemo takrat, ko gre za predvsem negativen komentar in vemo, da ga lahko dobro zargumentiramo in povemo, da ne vem, pri nas je pa to in smo lahko zelo kompetentni in s tem v bistvu še dvignemo dodatno svojo neko kompetenco in pozicijo na tržišču. Zdaj, če gre za neke redne nergače, paciente, ki jih imamo, jih nagovorimo lahko zasebno. Tudi to jih včasih kar onemogoči, ker oni vedno mislijo, da ne bodo dobili nazaj nobenega odgovora in če jim odgovorite v sklopu neke javne debate, jih podžgete, če jih pa date tako kot enega otroka, ki je nekaj ušpičil na stran, pa imate njegovo 100% pozornost in mu pač poveste, kaj je naredil narobe oziroma pač mu skušate nekaj dopovedati, se lahko zgodi, da bo reakcija v bistvu precej pozitivna ali pa da se več ne bo podpisoval pod te take in drugačne objave. Seveda lahko odgovorite popolnoma resno, lahko pa tudi s humorjem, ampak seveda, če vam to vaša institucija ali pa ne vem, smernica, v kateri delate, omogoča. Zdaj, če niste prepričani, ali bi uporabili humor ali ne, potem svetujem, da ga kar ne, je vedno zmagovalen ta
straight to the point odgovor, vljuden, to je to. In še za konec, mogoče majhen povzetek, kako za pribeležiti. Kvalitetna vsebina je ta, ki je v bistvu najbolj pomembna. Včasih je boljše ne objaviti, kot če niste popolnoma prepričani v to, kaj bi objavili. Tako pač včasih nam je žal za kakšno objavo, pa jo pol zbrišemo, pa tako mogoče izgledamo neresni. Načrtovanje se mi zdi, da se obrestuje, če tudi mogoče se nam zdi na začetku, da nam vzame par ur enega dela pa v eno, pa skozi eno in isto klikati, ampak se mi zdi, da načrtovanje nam da en tak dober vpogled v celotno sliko in imamo lažjo predstavo. Tudi potem naknadno, ko neke stvari analiziramo, ali smo bili res uspešni, ali je mogoče ta objava bila prehitro, a bi bila recimo naša objava o jelki pravi in umetni na začetku decembra enako uspešna kot recimo 16. decembra, ko so bili že res vsi o tem, a ne? Poznavanje naslovnika, kdo so ljudje, ki jih nagovarjamo, koliko so stari, kaj jih zanima, kaj počnejo, tudi mogoče ni nujno, sploh vprašanja so ponavadi, ko jih označujemo pri boostu, ko jih targetiramo. Ni nujno, da če vi se ukvarjate zdaj za neko strogo, ne vem, z proizvajanjem električnih avtomobilov, da je to je seveda lahko ena od tem, ampak kaj imajo radi ljudje, ki so potencialni kupci električnih avtomobilov? Ali grejo radi na kavo? Ali imajo radi fair trade? Se pravi, iščemo neke druge lastnosti ljudi in v bistvu zato je zelo pomembno poznavanje našega naslovnika. Nagovarjamo široke množice, pa hkrati ene usmerjene skupine. Svoj čas je fino posvetiti tudi analitiki. Ko pišemo objave oziroma ko komuniciramo, je fino, da smo iskreni. Če kdaj hočemo kaj prekriti, se lahko še malo bolj zapletemo, kakor sicer. In še zadnja, ne takoj, ampak čez čas. To sem mislila predvsem na to, da rezultati po neki objavi rabijo svoj čas. In ta čas pač mu moramo dati vsaki objavi oziroma vsakemu projektu, nič se ne zgodi čez noč. Tako, upam, da sem vam kaj povedala, zdaj sva z Ano na voljo za vaša vprašanja. Maša, eno vprašanje je že bilo, Mateja te sprašuje, če je kritika komentar žaljiv, hejterji, pa to veš. Ja. Če mogoče še tukaj kakšen stavek poveš. Ja, pač ne, Taylor Swift je rekla, haters gonna hate. Ampak tukaj bi jaz pač pretehtala situacijo. Ali bomo zdaj mi za nekim uradni odgovor vedno stoji. In s tem nekako okrepite svojo pozicijo in stojite za tem, kar želite povedati. Sploh, če date dejstva, ponavadi je pa tudi prijaznost in olika in lep način ena taka osnovna forma, s katero ne moremo zgrešiti. Edini pomislek tukaj je, a je to v bistvu, a smo s tem prižgali vžigalno vrvico. In to se ponavadi zgodi z brisanjem komentarjev. Jaz negativnih komentarjev, če le ne govorimo o neki strpnosti in da je res žaljivo do nekoga, jih ne brišem. Se pravi, sovražni govor, absolutno. Če pa je komentar negativen, pa ga niti ne brišem, sploh ne. Mogoče hide je opcija, ker vsi ne dojamejo, da smo jih skrili, a ne. Če pa to dojamejo, potem pa sem še bolj počke. Tako da pač je treba najti neko zdravo razsodnost, pa ne se skozi podajati v boj. Ker pač, če je nekdo suveren v to, da ne vem, v chemtraile ali pa veruje v neke stvari, pač ga ne boste nikoli prepričali drugače, najbrž. Lahko pa probate. Še kakšno vprašanje? Ker lahko vklopite mikrofon. Tako, zdaj se bomo malo boljše videli. Aha. A si še kakšno vprašanje najdla, Maša? Ne, nisem. Ampak če imajo doktor...
če imaš še kdo in razmišlja o vprašanju, mogoče še preden nas zaprejo sobo z Mašo, pri Care for Climate smo zelo veseli, če imate kakšno vsebino, glede na to, da se vsi ukvarjamo s temi podnebnimi tematikami, s trajnostnim razvojem. Če kdaj menite, da imate kakšno vsebino, ki jo lahko Care for Climate, kjer delamo pač na neki širši sliki podnebnih sprememb, da imate občutek, da lahko kako kakšno vsebino podpremo, podelimo, kontaktirajte nas, midve sva zelo prepričani, da si moramo vsi, ki delamo na trajnostnih projektih, delati med sabo malo pomagati, ker v bistvu samo, če bomo skupaj ena velika sila, ki proba premakniti stvari, bomo res učinkoviti. Tudi, če delate kakšne dogodke, mi stojimo za tem, da se vsak dan zgodi nekaj na to temo, tako da z veseljem dopolnimo naš koledar. Kjerkoli in bolj smo lokalni, boljše je, veliko dobrih praks tudi pobiramo, tako da. Cool. Tule sem prebrala v komentarjih, čakaj, jaz sem se pa izgubila. Kar povej, Maša. Pišejo vprašanje o finančnem vložku. Ja, pač obstajajo različni, se pravi, imamo različne vsote, ki jih namenjamo za kakšno stvar. Zdaj, če gre recimo za boost neke take objave, kot je, ne vem, Jelka, je odvisno, ne, lahko rezultate dosežete od 20 pa do 100 evrov, a ne. Jaz mislim, da več kot recimo 100 za objavo takega tipa ni smiselno, ker enostavno slovenski trg je pač tak, ki je, ne moremo ga razširiti, a ne. Sploh, če govorimo v slovenskem jeziku, da je neka objava, ki doseže lahko samo toliko pa toliko ljudi, ne, smo tudi, mislim, imamo razsodni pa nerazsodni način porabljanja nekih budžetov, a ne. In tle mislim, da recimo ene take objave med 20 pa 100 evrov lahko dosežejo nek svoj. Odvisno tudi, koliko časa je neka taka objava aktivna, a ne, zdaj, da tudi priporoča se boostanje, ne čez noč, iz danes na jutri, ampak na neko časovno obdobje. Zdaj Facebook ima tudi neke te svoje algoritme, ki jih je fino poznati, ne, se pravi, da on bo zadnji dan izkoristil vse, kar lahko, zato mogoče ni treba dati enega oglaševanja na 2 tedna, ampak mogoče na 5 dni skupaj, pa pol še enkrat za 5 dni, ne. Tako, upam, da sem odgovorila. Branja drevesom bom pogledala. Tudi jaz. Zelo privlačno. Zveni, ja. Če ni več vprašanj, se bova predvsem zelo zahvalila za vašo pozornost, za to dragoceno dobrino. Želiš naprej? Ja, drugače pa dostopni sva na ime in priimek @careforclimate.si. Tako da, če se pojavijo še kakšna vprašanja, nas lahko z veseljem kontaktirate, pa kakšno novico lahko z veseljem objavimo tudi na spletni strani samo enplanet.si. Tako da z veseljem gremo z roko v roki, ker smo skupaj močnejši. Hvala za vaš čas. Hvala.